Pozdravljeni. V tem času poletnega premora, ko ni nekih aktualnih novic iz sveta Formule 1, bi se mi navdušenci lahko začeli spraševati, ali imamo res spomin, ki je na nivoju onega, ki ga morda opazimo pri kakšni zlati ribici. Namreč videli bomo, kako se v tem svetu mnogo govori, ampak na to dokaj hitro pozabi. Poglejmo si, zakaj gre, kot ponavadi v naslednjih minutah. Verjetno se mnogi izmed vas spomnite, kaj smo prebirali pred začetkom sezone 2026. Stolpce raznih virov so polnile zgodbe, ki so govorile o tako imenovani aferi kompresijsko razmerje. A danes se bomo vprašali, kaj se je pravzaprav zgodilo in zakaj kar naenkrat o tem ni niti več besede. Čeprav smo lahko brali kar nekaj izjemno hudih obtožb, na primer na račun Mercedesa. In tu zopet moramo poudariti, da marsikdaj se zgodi, da tudi v svetu Formule 1 nekateri viri dobesedno prepišejo ono, kar izgleda popularno, ono, kar priteguje pozornost, in redko kdaj se potrudijo imeti neko argumentacijo za svojimi trditvami. Da malce obnovimo. V virih, ki govorijo o Formuli 1, smo lahko pred začetkom sezone brali, kako naj bi pri Mercedesu imeli nek trik z kompresijskim razmerjem, ker bi bil njihov motor z notranjim zgorevanjem ob temperaturi okolice skladen z pravilniki. Nato, ko bi se ta ogrel na tisto delovno temperaturo, bi pa imel kompresijsko razmerje, ki bi samemu pogonskemu sklopu Mercedes dajala določeno prednost. To bi bilo proti pravilom, seveda, če bi prišlo do takega trika. V raznih virih smo lahko brali izjemno drzne teorije okrog tega, kaj naj bi vse to sploh bilo. A treba je poudariti, da mnoge izmed teh teorij so bile takšne, da je malo kdo z osnovnim znanjem sploh verjel v to. Verjetno ste tudi vi zasledili, kako naj bi imel Mercedes dvojno komoro, ki bi se nekako zaprla s tem, ko bi se tista kovina razširila pri višji temperaturi. In seveda govorimo o temperaturi 130 stopinj Celzija, kar v metalurgiji ni nobena temperatura. In seveda ta membrana bi se zaprla in tako zatesnila, da tudi tisti tlak, ki nastaja v zgorevalni komori, ne bi prebil seveda te membrane in posledično naj bi imeli pri Mercedesu, reci in piši, nekje med 13 pa tja do 15 konjskih moči več. Zaradi tega so pri FIA celo spremenili način merjenja in ugotovili so, da so bili vsi pogonski sklopi skladni s pravilnikom. Mogočni Mercedes, ki naj bi imel takšno prednost na prvem merjenju po pravilniku ADUO, sploh ni bil tisti najmočnejši motor z notranjim zgorevanjem. Seveda, bili so boljši pri Red Bull Powertrainsu in pri Mercedesu imajo zato en popravek na razpolago. Ampak po drugi strani si moramo nekaj priznati. V prvem delu letošnje sezone, na prvih 11 dirkah, smo videli, da je pogonski sklop Mercedes 11-krat osvojil isti najboljši štartni položaj, torej pole position. In tovarniška ekipa Mercedes je vodilna, tako na lestvici voznikov, kot tudi na lestvici konstruktorjev. In kaj bi lahko dejali?
da ima Mercedes prednost, tako kot pogonski sklop, kot tudi kot ekipa. Ampak takšnih teorij, ki smo jih slišali na začetku leta, menim, da ne smemo propagirati. Namreč, če nimamo dokazov, če nimamo nekih verodostojnih argumentov, je kdaj pa kdaj bolje imeti kakšen klik ali 10 klikov manj, ampak ohraniti tisto verodostojnost. Kdo izmed vas je tiste vire, ki so tako na široko pisali o tem triku Mercedesa, na koncu vprašal, no ja, kakšen je pa zaključek zgodbe, kaj se je zgodilo, je res Mercedes imel nekaj več, oziroma so res pri Mercedesu sleparili. Se dok spomni, kako smo lahko pred časom brali, da so pri Red Bullu imeli asimetrični način zaviranja, predvsem na zadnji osi. Koliko skic smo videli o tem, ampak težava je bila, da pravzaprav te skice niso prestale nekega osnovnega pregleda. Ukolikor kdorkoli izmed nas pozna osnove fizike, ko govorim o osnovah, se nekako spuščam na nivo srednje šole. In tu je treba poudariti, da tudi pri tretji veliki aferi, ki smo jo poslušali v preteklih letih, se na koncu ni zgodilo nič. In govorim seveda o tisti aferi, ki je pokopala kariero Kristjana Hornerja. Kaj bi lahko dejali tu? Da se je pisalo ogromno preveč, da se je človeka obsojalo najhujših dejanj in na koncu ni več odgovorni pri Red Bullu, ampak, če smo iskreni, tudi ni bil dokazano nekako obsojen vseh tistih grdih, malodane zločinskih dejanj, ki so mu jih pripisali nekateri. In tu ne branim Kristjana Hornerja, ampak želim si, da tudi oni, ki takšne novice pišejo, konec koncev odgovarjajo, če niso preverili stanja, če so si kdaj pa kdaj kaj takega tudi izmislili. In kaj boste storili vi? Boste v prihodnosti tudi sledili tistemu valu, imenujmo ga navdušenja, ki ga povzročijo viri, ki konec koncev iščejo samo vaše klike, ali boste malce bolj kritični. Namreč, ko gledam razne spletne strani, ki objavljajo novice o Formuli 1, lahko zapažam, da imamo seveda prispevke o tem, kakšen je nov kužek Lewisa Hamiltona in kje se kdo namaka v morju. In to nam tudi pove, kakšna publika smo. A res tudi meni, kdaj pa kdaj je nekako všeč prebrati kakšen trač. In naprimer fotografijo kužka Charlesa Leclerca, ki se je polulal na motohrom Red Bulla, verjetno niste videli objavljene povsod, ampak obstaja. Po drugi strani ne smemo verjeti preveč virom, ki nam nekako od 10 novic ponujajo 10 novic, ki govorijo o tračih in nič, kar govori o tehniki, nič, kar govori o ozadju, nič, kar govori o Formuli 1. Ampak žal izgleda, da postajamo družba, kjer so tiste škandalozne novice one prevladujoče. Mi pa imamo res izjemno kratek spomin in v bistvu nočemo dobiti odgovora na tisto, o čemer se je govorilo komaj pred nekaj meseci. Vem, sam sem zahteven, sam sem tečen in Formulo 1 jemljem resno. Ne tako kot zabavo ali pa kot pomoč pri prebavi nedeljskega kosila, kar je verjetno lastno mnogim, ki sledijo temu športu in verjetno ne preveč mojemu kanalu. A kaj hočemo? Taki smo. Za danes pa naj bo to vse, ampak svetujem vam, da si malce pogledate, kako se je zaključila ta afera okrog kompresijskega razmerja, in če ne dobite odgovora, vam svetujem, da od tistih avtorjev, ki so bili glasni, te odgovore tudi zahtevate. A za enkrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.